20. septembra so v Rečiški cerkvi blaženega Antona Martina Slomška obeležili 20-letnico njene posvetitve. Čeprav zaradi covida slavje ni bilo tako bogato, kot bi bilo sicer, pa je domači župnik Klemen Jager vernikom čestital ob prazniku in se zahvalil vsem, ki so cerkev postavili in zdaj zanjo tako zgledno skrbijo. Vsi farani in tudi župnik so na cerkev zelo ponosni. Leta 2000 je bilo v Rečici veliko slavje, ko je mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej cerkev posvetil blaženemu Slomšku. Dobro leto pred tem je namreč Slomšek postal prvi slovenski blaženi. Za blaženega ga je razglasil papež Janez Pavel II. Na Betnavski poljani in njegov god zdaj praznujemo 24. septembra. S svojo apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi Božji služebnik Anton Martin Slomšek odslej imenuje blaženik in se njegov god ex osibus Beati Antoni Martini Slomšek, se pravi iz koščice blaženega Antona Martina Slomška. Cerkev je bila posvečena resda šele pred 20 leti, zgrajena pa je bila pred II. Svetovno vojno. Blagoslovili so jo maja 1939, njen začasni zavetnik pa je postal Anton Puščavnik, Slomškov patron. Rečičani so cerkev namreč že postavili z namenom, da jo posvetijo Slomšku, ko bo ta dosegel čast oltarja. Pobudnik izgradnje cerkve je bil Nikolaj Šergan. V zahvalo, ker se je srečno vrnil iz ruskega ujetništva po prvi svetovni vojni, se je zaobljubil, da bo dal postaviti manjšo kapelo. Ker pa v Rečici poprej cerkve ni bilo, je padla odločitev, da tam postavijo cerkev. Ni šlo gladko. Preprosti ljudje niso imeli denarja. Gradnji pa je nasprotoval tudi takratni župnik. V začetku 30 let prejšnjega stoletja so se vendarle lotili gradnje, potem ko so zbrali nekaj denarja. Zemljo, kjer cerkev zdaj stoji, je podaril kmet Matija Golouh. Kako ambiciozni so bili, kaže tudi dejstvo, da so za načrt izbrali kar mojstra Jožeta Plečnika. Ta je narisal grobo skico, načrte pa je izdelal njegov takratni asistent Janez Valentinčič. Tako so ljudje v Rečici s cerkvijo ambiciozno združili dva velika Slovenca, Slomška in mojstra Plečnika. Vse svoje načrte so s potrpežljivostjo izpeljali. Da je Slomšek postal blaženi, je minilo kar 6 desetletij in še leto več, da je v Rečiški cerkvi na oltarju blaženi Slomšek. Tudi želja, da bi bila njihova cerkev prva posvečena blaženemu Slomšku, se je Rečičanom uresničila. Skromna, a prav zato lepa cerkev zdaj suvereno obvladuje prostor, kjer stoji in nas vabi v svojo bližino in notranjost.